Prvi porod me je čist presenetil, tretji pa, sem pa doživela v bistvu zlorabo. Govorimo dejansko o tem, da bi lahko manj škodljivo ali bolj zdravo cepivo nastalo iz tega. To, kar mi verjamemo, to, kar mi čutimo in doživljamo, je bolj pomembno kot... Špela Peternel. Veliko je govora o mamici pri porodih, zelo malo pa je govora o partnerjih. Točka je pač center, ne? Se pravi, ti lahko z mislimi popravljaš svoje telo. Ko sem se naučila uporabljati homeopatijo, pač moji otroci niso bili več bolni. Pa to je nekaj, kar recimo lahko nekoga naučiš tako v minuti? Traja 10 let skoraj, da sem uspela objaviti prve članke zaradi tega, ker mi noben ni verjel. A je najbolj varno okolje res bolnica? Hvala ti, res, ker gledaš, ker komentiraš, ker deliš naprej. Mogoče se sploh ne zavedaš, ampak s tem pomagaš, da zgodbe ljudi, ki so se pobrali iz dna, najdejo pot do točno tistih, ki to potrebujejo ta trenutek. Našo misijo je podprlo tudi podjetje Kuhinje Element. Več o njih si lahko prebereš na našem YouTube kanalu v opisu epizode. Hvala, ker tudi vi verjamete v nas. In če želiš postati del te zgodbe tudi ti, smo ti spodaj omogočili članarino. Vsak še tako majhen prispevek pomaga ustvarjati zgodbe, ki vračajo upanje. Sedaj pa uživaj v epizodi. Špela Peternel. Danes si najbolj znana kot učiteljica DUL. Ne? Ja, kako bi se definirala? Kaj bi bil nek tvoj opis danes? To nikoli ne vem točno, ampak verjetno, DUL-a, pa učiteljica, priprav na porod, učiteljica DUL. To nekako najbolj moj srčen poklic trenutno. Kaj pa so še tvoje dnevne vloge? Mama, pa definitivno prijateljica, žena, partnerka, tudi to. Drugače pa raziskovalka, vedno znova, raziskovalka življenja, raziskovalka našega zdravja, delovanja našega telesa, našega uma, skozi. Študirala si? Biologijo. Ja, v bistvu me je skozi zanimala narava, malo to, kako dela naš telo, ampak malo sem se hotela temu izogibati, zaradi tega, ker nisem hotela nikoli z ljudmi delati v resnici. Zato, ker sem imela zelo veliko sorodnikov, vključno z mamo v zdravstvu, in je bilo tako, to pa jaz ne bom delala. In potem so rekli, da je pet na medicino. Jaz pa ne grem na medicino. Pa sem preko biologije na medicini končala, delala doktorat tam. Ampak potem sem delala z bakterijami dolg časa in res so bile fajn, ker se ni bilo treba z njimi pogovarjati. Niso rabile posluha, ni bilo egota, ne? Nič ni bilo, sem šle, so lepo delale, rasle. Ampak pa mene so me porodi odpeljali, v bistvu moji porodi so me pol odpeljali v to, da v bistvu sem začela prijateljicam razlagati o temu znankam, pa kar naenkrat sem bila pa DUL-a. Tako. Torej, to se ni zgodilo, da bi ti se odločila, ampak je nekako bilo... Mislim, tako je bilo, da na začetku je bilo počas, bolj preko vprašanj, pa kako je pa tebi to ratalo, pa tako. Pol je pa bila odločitev, na koncu je pa bila odločitev, zaradi tega, ker je bilo tako, da me pri tretjem porodu niso poslušali in mi je bilo tako, kako če jaz se ne znam zmeniti z njimi, ko študiram z njimi, ko se pogovarjam vsak dan z njimi, ko delamo skupaj, pa se ne znam v porodni sobi zmeniti, kako se druge zmenijo. In pa je bilo tako, jaz bom to delala in pa sem šla na par porodov in ugotovila, da pa meni v bistvu ful dobro delati. Sam pol je ta prehod iz znanosti trajal še 10 let, ker ni zelo enostavno
pustiti nečesa, kar si gradil v bistvu od majhnega, greš čez osnovno šolo, pa si pridan, pa greš v srednjo šolo, pa si pridan, pa ti gre ful dobro, pa greš na faks, pa si v redu, pa ti gre ful dobro, pa dobiš mladega raziskovalca, pa si potem raziskovalc, pa ti gre ful dobro, a ne? Pa se ti zdi, da je to vse, kar obstaja in je pol težko spustiti. Pol pa je življenje pa čas začelo metati polena pod noge tam, kjer sem hotela delati kot raziskovalka in mi odpirali poti tam, kjer sem delala pri podpori ženskam. Pol se je pa obrnil, kam je moj fokus šel. Torej, v bistvu nekaj časa sta bile te dve zgodbi prav prepleteni. Ja, jaz sem v bistvu 10 let delala oboje hkrati usporedno. Takrat sem res uživala kot dula, zato ker sem delala to za hobi in je bilo tako res wow, čisto samo za dušo. Zdaj, včasih tudi ni to zelo, sploh recimo, kadar se veliko naenkrat nabere, pa malo dihaš, da se zbudiš nazaj. Pa deva potem kar malo na začetek te tvoje poti. V kakšnem okolju si ti odraščala? Tako bi rekla, v Ljubljani, v eni taki povprečni družini takrat. In imela sem mamo, očeta in brata in izgledal je čist lušen. Predvsem sem nekako zelo rada bila zunaj ves čas, tako da kadarkoli nisem bila v Ljubljani, sem bila pri babici na Gorenjskem. In je bil moj fokus vedno, kako sem čim več v naravi. Tudi stanovala sem v Ljubljani pri Tivoliju, tako da, ker mi niso doma najdli, sem bila nekje na Rožniku. Pol pa, razen tega, da sem bila rada zunaj, sem rada brala. In tako jaz imam skoraj fotografski spomin in ko nekaj vidim, slišim in pač je napisan hkrati, a ne, je tako, da si jaz pač to zapomnim in meni so si vedno, koliko se ti učiš, ko imaš toliko dobre ocene in nič. Sem si vse zapomnila več ali manj. In jaz sem bila tista, ki sem bila zunaj in potem, ko je bilo treba se odločiti, kaj grem študirati, tako biologija je mogoče zunaj, ne? Zanimivo. Sem delala na začetku z rastlinami in sem bila zunaj malo, pa sem zelo hitro ugotovila, da mogoče če hočeš imeti pa družino, pa mogoče ni glih neko strašno raziskovanje zunaj, je to zelo zabavno, pa sem šla pa v laboratorij, pa sem delala na raziskavah zdravil, pa me pa spet nazaj v medicino pripeljali. Temu, kar sem se sicer hotela izogniti, me je pripeljali nazaj, se pravi, sem delala na raziskavah novih načinov zdravljenja, novih zdravil. Z bakterijami, pa je bilo lušen. Kaj to pomeni dejansko, se pravi, v praksi, kaj počneš, kakšni so rezultati tega, kam to potem spada? Se pravi, konkretno sem delala na enih projektih, ko smo jih delali, se pravi, moj šef je bil zaposlen v Leku, jaz sem delala sicer na Kemijskem inštitutu in oni znotraj Leka so razvijali dejansko zdravila, ampak tisto, kar pa niso mogli, oni bil pa zelo radoveden in je hotel imeti malo več podatkov in tisto, kar niso dobili projekta znotraj farmacevtske firme, je potem imel pač smo imeli skupino na Kemijskem, kjer smo pa te stvari malo dodatno raziskovali, kaj se okrog dogaja.
In smo eno pač v znanosti so neke pač ideje, kako naj bi stvari bile in prepričanja in temu se reče znanstvena dogma in je bila ena taka dogma, da proteini, ki se naredijo v bakterijah, če se ne zvijajo idealno, potem so čisto narobe zviti in potem se nič ne da in potem smo mi ugotovili, da v bistvu to ni res, da je treba samo malo znižati temperaturo, da se bakterije malo bolj počutijo. In smo dobili v skupku sicer, ampak prav zvite proteine. In potem smo v bistvu celo dogmo podarili, trajali 10 let skoraj, da sem uspela objaviti te prve članke zaradi tega, ker mi noben ni verjel. Pol, ko sem pa tisto objavila, je bilo pa kar naenkrat, 10 člankov v 2 letih objavljenih. Pa so me pa vabili na kongrese, pa da sem jim razlagala te stvari, pa je bilo tako meni, to so 10 let stare stvari, meni to več ne zanima. Ja, ampak potem pa pač pa so mi pa tam razlagali, da to je pa res dobro, da to pa te profesori, ugledni profesori iz tujine, Španija, ZDA, Anglija, da mi niso verjeli, ampak da zdaj pa vidijo, da je pa to res, da pa v redu. Zakaj pa to traja tako 10 let, neka takšna zadeva? Če je neko prepričanje, ki ga ima nekdo, ki ima ugledno ime, če nek ugleden raziskovalec, ki ima celo svojo skupino, ki ima celo kariero izgradil na temu v neki ugledni univerzi in potem pride en študent iz Slovenije in reče, da pač nimaš prav, to ni res, kar ti govoriš, in ni enostavno slišati. In ali ne prideš skozi, da bi podaril take stvari s svojimi idejami, če si pa zelo prepričan, pa trmast, pa potem pač ti rata, samo traja pa dolg. Samo ne, če si imela ti dokaz, bi oni samo replicirali poizkus, pa videli, da to deluje. Ne deluje tako. Aha, okay. Se pravi, znanstvene revije delujejo tako, da v bistvu tvoji kolegi preberejo to, kar si ti napisal in se odločijo, je to, kar ti govoriš, res ali ne. Nobeden tega ne proba v laboratoriju, ampak oni na podlagi svojih izkušenj povejo, ali imaš ti prav ali ne. In seveda, če vsi imajo izkušnje, da je pač drugače, kot ti trdiš, pol ti nimaš prav, in ti ne objavijo članka. Ok. Zanimivo. To je težava znanstvenih člankov, da če v bistvu nekdo iz Oxforda pride, to sem se jaz pač pogovarjala s kolegom, jaz nisem delala na takih uglednih ustanovah, ampak s kolegom, ki smo veliko sodelovali skupaj, je rekel, ko je on bil na Oxfordu, je objavil članek, je šel skozi. Ko je prišel nazaj v Barcelono, ni mogel 5 let nič objaviti. To je pač odvisno, iz kje štartaš, pa kako se pišeš, če se pišeš nek slovanski priimek, pač sigurno to ni resno zajemati. Zanimivo. Tako da to so zanimive stvari. Zdaj, če delaš stvari, ki jih delajo vsi ostali in potrjuješ idejo, ki jo potrjujejo vsi ostali, potem je definitivno lažje objaviti. Tako da, če si v času COVID-a imel idejo, da je COVID res grozen, si zelo enostavno članek objavil. Če si pa trdil nekaj nasprotnega, so te pa verjetno zaprli. Kako pa ta tvoja raziskava potem vplivala naprej na kakšnekoli stvari, ali je to samo nekaj ostalo za informacija? To, kar sem jaz delala, v bistvu je kot informacija se prenesel in se zdaj upošteva, drugače pa tisto, kar so pa usporedno z mano delali kolegi, je bilo pa v Sandoju uporabljen, pač je bil pa patent narejen, v bistvu 3 patenti so bili narejeni in je v Sandoju to zdaj poteka proizvodnja enega od, kako temu reče, biološka zdravila.
vsaj enega, no jaz ne vem, zdaj že toliko časa ne spremljam, da ne vem, če so kaj več potem. Koliko časa si ti zdaj že izven tega? 10 let. 10 let. Okay. In kaj si še takrat v teh časih, ko si bila zraven, raziskovala, pogruntala? Ja, ena od takih stvari, ki sem jo raziskovala, so bila pač te proteinski skupki so bili zelo zanimivi, zaradi tega, ker če si jih izoliral kot celoto, so lahko delali tudi kot protitelesa. In smo probali to narediti kot cepiva. In smo dobili en projekt in je ta projekt kar dobro šel. Pa se pa šef trudil, da bi to šlo kaj naprej, da bi se razvila cepiva iz tega za ljudi, ne samo tako, kot smo mi takrat, to je bilo pač ptičja gripa, se vseeno, to je vsake 3 leta imajo nov virus, ki ga lahko pač se igraš z njima, ne. No in takrat je šef se trudil, da bi to komu naprej idejo prodali, pa v bistvu ni bilo interesa. Ne zato, ker stvar ne bi delovala, ampak zaradi tega, ker je bila predraga. Se pravi, zato, ker cepiva, ki so znana, se jih naredi za nekaj centov cepiva, ne. Zdaj tukaj bi bilo treba pa iti celo od začetka celo raziskavo na ljudeh delati. In vse to dobiti celo bazo zdravnikov, da bi pri tem sodelovali. In čeprav je izgledalo, da bi to lahko bilo manj sporno v smislu, da ne bi bilo treba imeti toliko enih dodatkov, da bi to delovalo, zaradi tega, ker je že sam delc bil tako velik, da bi deloval kot protitelo. Pač ni bilo zanimivo, ker je bilo predrago. Bi mogli zmanjšati stroške proizvodnje, se pravi, sami bi mogli polovico tega narediti, to pa seveda nemogoče, ne, taka mala firma, kot je Lek bil, to ni mogla si privoščiti. Razumem, ja. Ampak spravi, govorimo dejansko o tem, da bi lahko manj škodljivo ali bolj zdravo cepivo nastalo iz tega, če prav razumem, kar govoriš. Ja, ideja je bila na tak način. Pa pač ni zaenkrat. Pa je možno, da bi to še kdaj vseeno v prihodnosti se uporabljalo, ali je to vrženo zdaj? Ne, to se bi seveda lahko vedno, kadarkoli se da to narediti, to je zelo enostavno, ne. Zdaj, sam verjetno interesa ni. Zdaj ti si v tem času, ko si tam delala, si tudi imela prve porode svoje, ne? Ja, jaz seveda v tem času, ko sem raziskovala to, sem bila tudi že mama in ko sem delala na raziskavah cepiv, istočasno sem imela jaz težave s cepljenjem moje male in potem zaradi tega je mene zelo odnesel v to, da sem začela v bistvu dvomiti to, kar jaz delam. Ne v moje rezultate, ampak je to res nekaj, kar dejansko korist ljudem, če v bistvu mi smo nekaj odkrili, pa benga v resnici ne zanima to, zaradi tega, ker je za 1 evro predrago. In pol, ko sem iskala v bistvu, kako bi pomagala svojih hčeri, sem odkrila homeopatijo in ugotovila, da v bistvu homeopatija bolj deluje kot to, kar sem jaz raziskovala. In da pa sem sploh ugotovila, da je tudi homeopatija zelo, se pravi, preko vsega tega in preko mojih bolezni, preko izzivov pri mojih otrocih, sem ugotovila, da v bistvu naše zdravje nima veze s tem, kaj od zunaj pride, razen če pridejo strupi od zunaj, ampak ima bolj veze s tem, kaj je v naši glavi in kaj mi verjamemo in kako se počutim. In da velikrat v bistvu
In seveda to je hkrati potekalo s tem, da sem delala z ženskami v porodu, in tam pa je sploh to zelo na hitro. Če ženska ne verjame, da bo rodila, pač ne bo rodila. Če ženska verjame, da porod ne boli, pol to verjame tudi potem, ker rodi. Pa čeprav si jo gledal, pa si se ene parkrat vprašal, če sigurno čist nič ni intenzivno. Se pravi, to, kar mi verjamemo, to, kar mi čutimo in doživljamo, je bolj pomembno kot to cela ideja o boleznih mogoče, kot smo jih navajeni. Seveda, če jaz celo življenje imam slabo mnenje o sebi in tlačem vsa svoja slaba čustva in to bo pač nekje se ven pokazala. In rak je najbolj taka zadeva, ki je zelo povezan s temi potlačenimi čustvi pa kako bi se temu rekli, prepričanji, ki jih imamo. Ampak tudi druge stvari. Jaz recimo sem imela težave s ščitnico, to je komunikacija. Kaj znaš ti povedati, koliko sebe znaš ti živeti. Pač jaz nisem v znanosti glih živela sebe in pa sem ugotovila, da mogoče pač kot dula pa mi to bolj gre. In pa ni več težav s ščitnico, čeprav so mi rekli, da bom mogla cel življenje zdravila jesti. Tako da, ja. Pri homeopatiji ti lahko, takrat si delala še vedno v laboratoriju, ko si to poiskala zase, oziroma za hčere, če sem prav razumel. Oboje. Oboje. Si imela možnost kakšnih meritev delati, pač kako to vpliva na... Ne, jaz nisem, sem pa eni kolegi so v Italiji to raziskovali in so gledali v bistvu, jaz takrat nisem poznala mašine, kasneje sem delala na taki mašini, ki bi lahko načeloma, sam pol ne vem, zakaj takrat nisem nikoli tega predlagala. Ampak ugotovili so, da se pravi homeopatija spremeni vodne vezi. Se pravi, v vodi se spremeni postavitev, kako se molekule v vodi. Se pravi, neka energijska zadeva je to. In to energijsko zdravilo temu jaz rečem, ne sam jaz, pač tudi drugi, nekako homeopatija velja za energijsko zdravilo. Čeprav po tem, kar jaz zdaj vem, je homeopatija še vedno zelo fizična. Se pravi, če imaš vročino, vzameš homeopatijo, noš me več vročine. Če se ti dela buška, vzameš homeopatijo, drugo seveda se pač zgine buška. Ampak pol, ko sem raziskovala naprej, sem ugotovila, da v bistvu s cvetnimi esencami pa ti razen seveda poškodb, pa verjetno še poškodbe so del tega, ampak razen poškodb več ali manj skoraj vse ostale stvari so pa bolj na čustvenem nivoju se začnejo. Ti se na čustvenem nivoju slabo počutiš, imaš slabe občutke v svojem telesu, zaradi tega, ker čustveni si, ki jih čustva tlačeš. In na tem nivoju ti pa še bolj pomagajo lahko cvetne esence, recimo. Ali pa kasneje sem odkrila vizualizacije, to je pa meni sploh ena taka divja zadeva, kjer lahko ženska z vizualizacijo opazuje svoje telo, kaj se ji dogaja, in recimo mamica, ki se že začenja ji porod, prezgodi, mnogo prezgodi, lahko porod vstal. In ne samo, da vstal, eno mamico sem imela pred kratkim, ko so ji prav zmerali, da pač maternični vrat naj bi bil 5 cm visok, pri njej je bil samo 1 cm visok še. In potem je delala vizualizacije in čez 2 tedna so izmerali ponovno in imela visok 4 cm maternični vrat spet. Se pravi, ti lahko z mislimi popravljaš svoje telo. Ampak če lahko mamica maternični vrat popravi, to pomeni, da lahko vse. Jaz sem recimo si
kolen popravila na ta način, ker sem imela od košarke iz srednje šole poškodbo, ker sem je stalno ponavljala. Pa sem pa enkrat na smučanju se mi je spet ponovila in prvi dan smučanja. Tako, kako nam je zdaj cel teden smučala, to pa ni opcija, ne? In pač kaj ne narediš, tam nimaš fizioterapeuta, nič ne moreš narediti, ne? Sem delala cel dan vizualizacijo. In zvečer me vprašajo otroci, a šla ti res z nami jutri smučati, se še vedno ne moreš vstati, ne? Skleda, da ne mogla. Naslednji jutri vstanem, grem na WC, me vsi gledajo, a ti lahko hodiš? Ja, nič me ne boli. Oni tako, no, mi gremo zdaj smučati. Ja, jaz grem tudi smučati, ne. To je bilo 9 let nazaj, meni se nikoli nisem imela težav s kolenom, ne. Prej pa vsake 2 leti, pa očitno sem bila mlajša, ne. Kaj pa, če že si odprla to vizualizacijo, kaj to zahteva od človeka, ker kar si jaz predstavljam, to zahteva ful pozornosti. V bistvu, ja, nekatere vizualizacije so take, da ful pozornosti zahtevajo. Jaz se pač imam eno tehniko, ki jo je, to se pravi, to je pač znotraj šole podob, School of Images v New Yorku, je ena gospa, dr. Catherine Scheinberg, ki je prinesla iz Bližnjega vzhoda, kjer so pa ohranili to že od začetka, to se skozi generacije prenaša vprašanje, kdo je to razvil, a ne. Ampak definitivno je vsaj iz časa Egipta se to že delalo. Se pravi, so pa vizualizacije, ki so na ta način, da te v bistvu prestavijo iz tega racionalnega razmišljanja v sanjski svet, ona pravi, a ne, oziroma v svet podob, in v bistvu podobe so naš prvi jezik, a ne, ko je dojenček v maternici, ne zna govoriti, niti ne sliši, dotik pa podobe so tisto, kar se nekako prva stvar, ki jih vidi, čuti, a ne. In če se naučiš pa na ta način, so v bistvu to 2-minutne vizualizacije. Meni glih to pomagalo, ker recimo, ko sem jaz žalovala za bratom, ki mi je umrl, jaz sem prej skozi delala jogo pa meditacija, ne. In sem bila ful zverzirana in potem, ko sem doživela to izgubo, je bilo tako 2 sekunde in nisem več poslušala, ne. In pa je bilo tako, kaj zdaj, ne morem. Meditacija je čisto predolga zadeva, ne. Sem v bistvu s temi kratkimi vizualizacijami pa uspela, zato ker ne rabiš pozornosti. Ti rabiš pozornost, ampak je minuto, a ne, in to ponavadi gre. Zato je tudi tako fajn to med porodom, zato sem jaz v bistvu potem med porodom s temi vizualizacijami delam, ker mamice res v nosečnosti lahko zelo na hitro, zelo jasne slike dobijo. Pa to nekaj, kar recimo lahko nekoga naučiš tako v minuti, ali je to vaja? Mora priti v tebi po to znanje? Kako to? Tako, jaz lahko naučim pač 2-krat ponoviš, pa znaš vizualizacijo eno, a ne, pač težava v tem, da jih obstaja 1000 in da vseh ne moreš, ne, in da tehniko rabiš nekaj let, da jo dojameš točno, kaj vse je. Ampak zato, ker pa rabiš recimo, zato, da če imaš težave s ščitnico, recimo, je 2-minutna vizualizacija, ki se jo lahko naučiš v 2 minutah, ne. Se pravi, vsak izziv ima svojo vizualizacijo v tem primeru? Ja. Pač so si zelo podobni med sabo, ker na isti način delujejo, a ne, ampak ja, pač pozornost daš tistemu delu recimo v telesu, a ne, kjer je težava. Ok. Če se vrnemo nazaj torej na tvoje porode osebne, kakšne so bile to tvoji porodi, kakšne so bile izkušnje? Ja. Prvi porod me je čist presenetil, zaradi tega, ker jaz sem vedela,
anatomsko, fiziološko, biokemijsko, kaj se dogaja pri porodu. Pa sem pa prišla v porodnišnico, me je pa čisto presenetilo, koliko oni vse hočejo neki me motiti. Mene je motilo, no. In ne rabim. Bolj, ko sem jim govorila, nič ne rabim, bolj so oni, ne, sam tole, sam še tole. Pri drugem porodu potem sem precej dobro vedela, kaj hočem, česa nočem, pa sem se znala zmeniti, pa je potem, pa tako pozno sem prišla v porodnišnico, da v bistvu je bil porod za takratne razmere v porodnišnici fajn, lep. Tretji pa, sem pa doživela v bistvu zlorabo. Jaz sem rekla, da nekaj ne želim, da mi pomagajo. Oni so rekli, da je to rutinski proces, poseg, ki so ga vse naredili. In jaz sem se počutila, če nekomu rečeš, da ne želi, da ti nekaj da v nožnico in ti to kljub temu da, temu ponovadi rečemo posilstvo, ne? In jaz sem se tako počutila. Zlorabljeno, vsekakor, če ne lih posiljeno, pa vsekakor zlorabljeno. In takrat je pa potem padla ta odločitev, da jaz pa želim, da ženske dobijo svoj glas. Ampak takrat je bila ta želja mogoče iz napačnega razloga, če razumeš, je že v redu, da jaz hočem, da ženske dobijo svoj glas, samo ne, da se jaz za njih borim. Tako da jaz se borim že 18 let, zelo intenzivno in zaradi tega, ker delam jaz to že 18 let, ne edina, definitivno so z mano tudi druge kolegice in dule in babice, ki se tudi borijo za to, da bi bilo drugače. Zaradi tega so se stvari v Sloveniji spremenile. In zaradi tega prej smo imeli 14 porodnišnic, kjer so vsi delali vse enak in žensk praktično se ni poslušali. Zdaj praktično kjerkoli porodnišnico prideš, bodo vsaj delno poslušali ženskine želje. Seveda, če mene vprašaš, še vedno nismo tam, kar bi jaz hotela, da smo. Definitivno pa od tam, ko sem pa jaz rojevala, smo pa v drugi dimenziji, povsem. Tako da so se stvari spremenile na boljš. Tudi zato, ker nismo se samo borili, ampak se pravi, en del gre za to, da imam jaz že po mojem vseh teh 18 let prvo na Facebook strani moji, potem sem celo stran na Facebooku ustanovila samo zato, da vsak dan pride ena taka stvar, ki je pomembna pri porodu. In da ženske tudi, če ne berejo te moje stvari, počasi prihajajo zdaj se vsem zdi normalno, da to pa ni v redu, ne vem, recimo britje pa ni treba, da tega delajo, ali pa pupkovine se pa ne sme prerezati takoj na začetku. To zdaj praktično vsaka mamica, ki gre roditi, ve, skoraj. Takrat, ko sem bila jaz, to nobeden ni povedal nikjer, nisi mogel zvedeti teh stvari, si mogel res iti v tujino, kupiti knjigo, jo prebrati, pa zvedeti take informacije. Tako da na ta način, nekaj z ozaveščanjem žensk, nekaj pa tudi čist konkretno z delom potem v porodnišnicah, z dobrimi odnosi, ki so se gradili vsa ta leta, da v bistvu, ko pridem jaz, ali pa mogoče niti ne toliko, da ko pridem jaz, ampak ko pridejo druge punce, jaz sem tudi, se pravi, leta 2015 smo naredili združenje, moja dula,
kjer smo se povezali punce, ki smo takrat delali kot dule in ki smo podobno razmišljali, da v bistvu poklic dule je drugačen način, da ti se izobraziš za dulo, zaradi tega, ker v bistvu te moraš to nekako začutiti. Ne moreš ti se v 7. razredu osnovne šole odločiti, da mogoče bi bila pa dula, pa potem greš ta korak, zaradi tega, ker ne gre za to, da ti znaš fizično izpeljati stvari, ampak gre za to, da ti čutiš, da bi rada pomagala ženski, ki je pri porodu in da čutiš, da bi ti to delala. A ne? In saj lahko bi tudi moški to delali. Ampak se jih zelo malo odloči. Pa dejansko so? Ja, jih je nekaj. Ja. Kako se jim reče? Ja, dula. Zato je tak se izraz je neumen, tako da če se vse ena. Mislim, ima kakšen pomen točno ta Ja, izraz? v grščini se pravi izraz je prvič uporabila Dana Rafael v začetku ali pa v sredini 70-ih let. Ne vem, mislim, da ne vem, točno zdaj letence, kdaj je knjiga izšla, no, ko je za poporodno obdobje napisala in je napisala, da če ima ženska v poporodnem obdobju podporo poporodne spremljevalke, ki jo je imenovala dula, zaradi tega, ker je v grščini pomeni dula ženska, ki služi. A ne? Ampak Grkinje izraza dula noče uporabljati zaradi tega, ker one ta izraz ne vidijo kot ženska, ki služi, ampak kot služkinja oziroma sužnja. In zaradi tega v Grčiji recimo ne uporablja izraza dula. Ne. Tudi jaz rajši uporabljam izraz obporodna spremljevalka, ker je to pač po naše samo hkrati, pa ko je pa treba nekaj na hitro povedati, pa tako obporodna spremljevalka, kva si rekla? Dula, ok, to so 4 črke. Nekako. Pa po celem svetu te pol razumejo, če poveš, koliko večina jih govori. Okay. Se pravi, iz tega izraz izhaja in v bistvu smo ugotovili, da ja, ne moreš ti imeti formalne izobrazbe za to. Se pravi, je druga pot, da prideš do tega, ampak ko pa prideš do tega, moraš pa imeti neko profesionalizacija vsem tega, ne. Ker na začetku je bilo tako, ja, pa ne, sej pomemben je samo, da je ženska srčna, pa empatična, kar je res. Če ti greš s prijateljico k porodu, je to povsem dosta, ne. Ampak če pa ti profesionalno sediš dan za dnem, pri porodih se ne dan za dnem, zato ko pač naše delo je tako, da je lahko s 3 ženskami maksimalno na mesec delamo, ne. Ampak se pravi, če sem jaz na 3 porodih na mesec, ne, in skozi vidim, kaj se dogaja v porodnih sobah, moram jaz tudi, mene ženske stvari sprašujejo, ne. Torej, če mene ona vpraša, kaj pa ta izraz pomeni, kaj ga je ginekolog povedal, je dobro, da jaz pač vem, o čem se pogovarjamo, če jaz tam zraven stojim. Predvsem pa zaradi tega, ker če pa jaz nekaj svetujem, ne, če ni zdaj samo, da sem jaz zraven, pa jo božam po laseh, ampak če ji pa jaz nekaj svetujem in predlagam, pol moram pa vedeti, o čem govorim. Ne. In pol pa zakaj pa je pomembno, ko sem prej omenila recimo 5 minut počakati pri prerezu popkovine. Zakaj je to pomembno? Zakaj pa jaz mislim, da vem več od enega pač zdravnika, ki pa predlaga, da takoj prerežemo popkovino. Ne. Tukaj pa potem pride to, da v bistvu dule delamo na praksah, ki temeljijo na dokazih. Evidence-based practice pravi temu v angleščini. Ne? Se pravi, da res tist, kar kažejo raziskave, je tistim. Zato potem jaz pravim, da nikoli nisem nehala raziskovati življenja in našega telesa in tega, ker v bistvu skozi ohranjam stik ne s tisto znanostjo, ki sem včasih delala v njej, ampak v bistvu s tem okrog poroda. Ne. Se pravi, biomehanika, kako deluje porod. Ne.
Sloveniji, mogoče 4-5 babic v Sloveniji pozna biomehaniko poroda. Dule poznamo to 3, a ne? Pa nas je manj. Se pravi, vizualizacije, kako naše misli delujejo, zaradi tega, da lahko se mama dobro pripravi, da verjame res v svoj telo. Pri temu, ko ti cel življenje poslušaš, kako je grozen porod, kako boli, kako je nevaren, da če pa ne boš zdaj, že tako zdaj, ko se še niti ne začneš šla v porodnišnico, to bo pa kar obadva bosta umrla. Ali pa vsaj voda ti bo odtekla med tem, ko boš po Mercatorju se sprehajala. Vsaj to se bo zgodilo. To so zgodbe, ki jih dobivamo iz medijev. In potem kako zdaj to iti preko tega, da mama začne ponovno zaupati v svoje telo, da jo naučiti, da se vrne v svoj vase, k sebi in da si zaupati začne. Tako da, ja, na drug način, ampak še vedno. Meni je bilo v tem kontekstu, jaz ker nisem ženska in ne morem biti mama, ne morem popolnoma razumeti, kakšne so občutki, ampak kar je dalo meni dosti zamisliti okoli tega, kakšen porod bi si ženska mogla želeti, ali pa kaj je prav, je to, ko mi je zavestila žena, ker je dobila informacijo, ne vem točno koga. Porod ni zdravstveno stanje, je naraven proces. Ja. Zakaj rabimo bolnico torej za roditi? In takrat je meni ponovno, res ne rabiš bolnice za nekaj, kar je naravno. To je kot da bi rekel, zjutraj se zbudim, grem na WC, da veliko potrebo, bom šel v bolnico za vsak slučaj. Ja, na nek način. Ne? Vem, da ni isto, ampak naraven proces. Ja, dejstvo je. S tem smo se razvili. Jaz vedno to ilustriram z babuškami. Če imaš ti 6 babušk tukaj recimo postavljenih, in ta mičkena sem recimo jaz, in potem mečkaj večja moja mama. Mi dve sva rodili v bolnici. Moja babica še ni bilo bolnice. Mislim, bolnice so že bile, ampak ženske v njenem času še niso rojevale v bolnici. Se pravi, tiste, ki so pa še bolj nazaj v zgodovini, da je do te prve babuške prišlo, sploh vedeli niso, kaj ne bi bolnica bila. Se pravi, porod je bil vedno, to je pač del, jaz vedno to razlagam, ker sem iz biologije, sej srna tudi skoti mladiča, včasih gre kaj narobe, ne? Seveda, da gre. Da jaz se strinjam, da je v redu, da imamo, ampak zato smo razvili babice, da so pomagati znale. In zdaj, ja, absolutno je bolj varno okolje tako, kjer imaš ti strokovno podporo. A je najbolj varno okolje res bolnica? Se pa lahko pogovarjamo. Zaradi tega, ker tisti, ki gre res nekaj zelo narobe, je absolutno dober, da so v bolnici. Ampak zakaj imamo v eni od naših bolnic 9% carskih rezov, v povprečju jih imamo pa v Sloveniji 25%, kar je še vedno malo, ker v svetu se zvišuje in imajo tudi že 40%. Ampak dokler ni bilo carskih rezov, ni bilo pa benga. Ja, kakšna ženska je umrla, ampak je bila kakšna, ne pa polovica žensk. Kar prihaja zdaj tam, ko gremo v 40-50% po svetu, ali pa pri nas v četrtini. Ampak še vedno, če v eni bolnici 9, drugih pa 25. A imaš 1:5 verjetnost, ali imaš 1:4, je kar velika razlika. Ali pa 1:10. Pač so zelo velike razlike, pa so še druge stvari, ki so še bolj. Ampak, ja, kje je tisto, ko porodno okolje začne motati? In tukaj se vrnemo pa na moj prvi porod. Zakaj me motite z vsemi temi stvarmi? Jaz sem gledala mačke, pse, krave, ki so kotili, pa
pa meni ni rabo nobene pomoči, a lahko mene pustite primer, prosim. In, ja, Mogoče bi se vrnil nazaj na ta tvoj tretji porod, ko si omenil naprej ta občutek posilstva. Sklepam, da se to zgodi večkrat, kot sploh si priznamo. Pa mogoče bolj zato, da bi si znala kakšno predstavljati, kako si se počutila v tistem trenutku, kaj se je približno zgodilo, zato da bo mogoče tudi kera druga vedela, če je to doživela ali ne, da bo mogoče pomirjena s tem. V bistvu je tako, ne? Travma se zgodi takrat, to je pač definicija Gaborja Mateja, da travma se zgodi takrat, ko ženska oziroma pač človek doživi kot travmo. Lahko dva človeka v isti situaciji se znajdeta in enemu ni travma, enemu pa je travma. Se pravi, ni travma dogodek, ampak je travma to, kako se v tebi ta dogodek odzvanja. Tako da niti ne bi želela iti v to, a je to za druge travma ali ne. Dejstvo pa je, če se tvoje telo zakrči in se ti ne počutiš dobro s tistim, kar se je zgodilo, in potem po porodu imaš občutek, da je bilo tukaj nekaj zelo narobe, pa ti vsi govorijo, joj, vse z otrokom je vse v redu, vse si cela, kaj pa je narobe? Ti pa imaš vse občutek, da je bilo nekaj zelo hudo narobe, potem imaš definitivno prav. Zaradi tega, ker tvoji občutki so tisti, ki so zate pomembni. To je zate ni bilo v redu. Ne glede na to, da si porod preživela, ker porod ni stvar, ki jo preživiš. Porod bi mogla biti, porod je praznik, tvoj otrok se rodi na tisti dan. In to bi moglo biti nekaj lepega, ne pa da je to cela drama okrog tega narejena. Ja. Kaj prav naredi ta mamica, ki mogoče imate občutke, pa jih ne uspe skomunicirati z bližnjimi? Ja, definitivno to vloga dul, da znamo to, kako te občutke pomagati predelati. Se pravi, eno je že samo to, da se pove zgodbo nekomu, ki razume, ki je imel podobno izkušnjo. To je pač zdravljenje v človeški družbi, se zdravimo preko zgodb. Ne do nas, ampak včasih smo se. Še vedno se, ampak... Zato pa snemamo zgodbe. Ja, tako, točno to. In ko poveš, v bistvu je polovica že narejenega. Včasih je dovolj že samo to, da poveš. In to nekomu, ki pač ve in razume. Tako. Pol bi se pa vrnil v bistvu še na eno stvar, ko si omenila, da si začela raziskovati homeopatijo za sebe. Kaj se je pa takrat zgodilo, da si rabila homeopatijo raziskovati? Se pravi, eno stvar si omenila s ščitnico. Ja. Kaj si pa še? Mislim, kaj so bili še razlogi? Ja, jaz v bistvu začela sem zaradi ščitnice, zaradi tega, ker sem imela doma, koliko je bila takrat stara, 3-mesečnega dojenčka. In so ugotovili, da mi ščitnica dela preveč, in pol leta predtem je od moje babice, pač soseda skoraj, umrla zaradi tega, ker se je to zgodilo, in potem sem imela pritiske z cele družine, da to je treba takoj zdraviti. Sem šla k zdravnikom in oni so mi predlagali, da si pač, da pač najbolj učinkovito je, če se z radioaktivnim jodom to zdravi. Pa sem jih malo skeptično gledala, ker radioaktivni jod ni nekaj, kar bi glih človek hotel vase dati, in se mi to ni zdelo zdravljenje. Ampak so mi razložili, da je to zelo dobro, zaradi tega, ker to vpliva samo na ščitnico. Sem nekaj, ampak a znate to narediti tako, da bo glih prav premalo delala? Ja ne, pač ponavadi neha delati. Sem nekaj, ampak jaz imam
organ, ki mi pač dela, a ne pač biološko gledano. Ščitnica je najbolj pomemben organ mislim, vsi organi so pomembni, ampak ščitnica je pomembna zaradi tega, ker nadzoruje celoten hormonski sistem našega telesa. Ne. Se pravi, če moja ščitnica ne deluje, to pomeni, da moj cel hormonski sistem se mi bo sesul. Vse boš dobila potem tablete. Ampak jaz sem pač, če bi bila danes otrok, bi me verjetno diagnosticirali za motnjo pozornosti. Se pravi, jaz res ne znam slediti navodilom in vsako jutro ob isti uri vzeti tablete. To absolutno ni stvar, ki bi bila jaz sposobna narediti. Tako da jaz rabim pač neko drugo rešitev, predvsem ne radioaktivnega joda in ne, da mi ščitnico ven vzamete. Ja, pač pa nič ne znamo razen tega. Nekaj časa lahko jemlješ tele tablete, ampak na dolgi rok pač ne moreš teh tablet jemati, ker niso v redu. Se pravi, kaj lahko jaz naredim, če mi zdravniki ne znajo pomagati. Jaz nisem raziskovala tega področja, tako da pa sem začela raziskovati, kaj bi se dalo narediti. In potem je ena od moje mame prijateljica, ki je bila tudi medicinska sestra, rekla, veš, v zdravstvu ti ne bomo znali pomagati, da ti bom jaz predstavila enega gospoda, ki je pa homeopat, on ti bo pa znal pomagati. Pa sem šla do njega, pa je rekel, tega pa še nisem delala, ampak bi pa z veseljem, ful me zanima. In je našel ustrezno zdravilo in sem potem jaz v 4 mesecih bila zdrava. Sicer ne samo zaradi homeopatije, pač vedno, kadar se odločaš za naravne pristope, to pomeni, da je to celosten pristop. To pomeni, da on, ki je mene sprašal, kako pa ješ, pa ko sem razmišljala, jaz jem zajtrk, tako vsak 3 dan recimo, drugače pa tako sredi dneva enkrat začnem jesti. To mogoče ni v redu. Se pravi, prvo greš v to, da urediš svoje navade, da se res vsakodnevno gibanje, res vsakodnevno sproščanje. Mogoče ščitnica govoriti stvari, kaj pa so stvari, ki jih jaz ne upam povedati, kje pa so stvari, ki jaz nekaj ne delam v skladu s sabo. Tako da več stvari, ki pride za tem, ampak ja, definitivno je pa pač pomagalo. Pol kasneje je bilo pa to, da je pač imela ta mala en kup alergij po cepljenju in spet ni bilo nobene rešitve. In kaj pomaga? Pač pa smo gledali, kako jo lahko očistimo, ampak pa je bila pa homeopatija tista. Potem, ko smo pa se naučila homeopatija toliko uporabljati, jaz pač ne znam narediti stvari na pol, tako da jaz sem prišla študirati homeopatijo in sem 5 let študirala homeopatijo in v tujini bi lahko pač delala kot homeopat. Tukaj pri nas, ker nisem zdravnica po osnovni izobrazbi, tega ne morem. Ampak ko sem se naučila uporabljati homeopatijo, pač moji otroci niso bili več bolni. Tako da to je potem, prinesejo stvari za sabo. Homeopatija dejansko, ti danes dobiš lahko homeopatske pripravke v lekarni tudi. Je tako? Ja, seveda. Lahko jih dobiš, samo ni pa veliko v lekarnah ljudi, ki verjamejo to, kar prodajajo in ti ponavadi, pač jaz velikokrat, ko pridem jaz iskat kakšno zdravilo v lekarno, homeopatsko, gospa, ampak tole ne bo pomagal, recimo ena od takih stvari, ki je recimo za pike komarjev, je čebela. In pač pridem iskat, če bi lahko to dobila, gospa, to ne bo pomagal, bomo dali še fenistil, ne rabim fenistila, hvalila, bomo mite, tole bo čist pomagal. Tako da velikrat se mi zgodi, da mi je še kakšno pač normalno zdravilo, sam tega zelo razrečenega. Ker v resnici nekaj greš gledati pač biokemijsko ali pa kemijsko ali pa kakorkoli, tam not ni nič. Je cukor, pa
informacija. zelo razrečena informacija, a ne, ampak deluje pa. Ja. Okay. Pa, ko si šla zdaj na to pot dule, kako je to izgledalo takrat, ko tega ni bilo v Sloveniji praktično? Je malo ta journey, torej to pot po nam. Ja, takrat v bistvu jaz sem začela delati kot dula, malo preden sem začela, malo preden sem rodila in v bistvu takrat jaz sploh nisem vedela, da je to dula. In potem mi je ena prijateljica omenila, da to je pa ona nekaj brala, da temu se v tujini reče dula in potem začnem jaz to raziskovati in sem ugotovila, da v Avstriji bodo imeli pač eno izobraževanje in se jaz odločim, da bom šla v Avstrijo na tisto izobraževanje in potem sem bila jaz noseča in je to malo pač bilo tako. Mogoče pa nam šla, ne? Potem pa sem imela pač tretji porod, tako so se prej pogovarjala in potem sem se odločila, da definitivno bom jaz šla, potem je pa ta ista ženska, ki je v Avstriji vodila izobraževanja, se tisto leto že pa dogovarjala tudi za to, da bomo imeli izobraževanje tle v Sloveniji, so pa na ravni začetki organizirali. In sem potem v bistvu se povezala z naravnimi začetki in sem jim tudi pomagala nekaj prevajati, takrat, da smo tisti izobraževanje potem lažje speljali. Potem je pa prišla gospa Debra Pascali Bonaro. Ona je iz tam pač iz ZDA, bliz New Yorka stanuje. In takrat je bila moja učiteljica. Tukaj potem takrat nas je bilo tukaj 30 približno na izobraževanju. In mislim, da tako, da bi zaključile takrat izobraževanje, se pravi, da smo se dejansko certificirale kot dule, smo bile takrat potem 3. Delali nas je nekaj časa, nekaj več, ampak na splošno je tako, da dula, vse raziskave, ki smo jih kdajkoli delali, kažejo, da nekje po 3 letih nehajo ljudje to delati. Zaradi tega, ker ali te neha zanimati, zato ker nimaš več majhnih otrok, ali se pa skuraš. Spravi, ali doživiš burnout. In zaradi tega sem jaz nekako lahko to na začetku bolj speljala, zaradi tega, ker sem to delala ob redni službi, se pravi, jaz sem imela redne dohodke in tega nisem delala za zaslužek. In zaradi tega sem lahko v bistvu delala, jaz rada smučam, se pravi, pozimi ni najboljš imeti stranka. Jaz polet grem na dopust tudi rada, na kakšen potovanje, se pravi, polet tudi ne moram imeti stranke. To se pravi, imam lahko spomlad stranke, pa jesen stranke. In pa sem si tako zorganizirala in sem nekaj let delala na tak način. In ker pač v znanosti je to zelo tako prilagodljiv, lahko urnik, pač jaz sem mogla imeti rezultate narejene takrat, ko jih je bilo treba imeti, projekte spisane pa vse, ampak če sem prišla jaz 2 uri pozneje v službo ali pa če sem en dan nisem prišla, pač sem naslednji dan naredila se. Tako sem vse sama delala, tisto, kar sem imela pač to prav mojega raziskovanja. Tisto, kar sem imela pa v skupini, kar smo pa delali v skupini, smo pa se itak dogovarjali in sem bila dogovorjena, da če je bilo kaj takega, da je kdo drug naredil. Ampak večinoma ni bilo, zato kaj tako pol. Vesolje ali karkoli že je, se že postavi tako, da na začetku sem vse vikende delala, potem sem delala vse praznike, tako da otroci, tako da sem na začetku se rojevali med vikendi, pa so se med prazniki rojevali, pol, ko sem začela jaz delati, pa tako da sem bila pa samo še dula, pa se je pa začel vsak dan normalno rojevati, ampak to je pač taka zanimiva pot. Ampak kar je bilo, takrat na začetku, nas je začel kar veliko, potem pa zelo dolg časa ni bilo nobenega izobraževanja tukaj v Sloveniji in je v bistvu potem
nas bilo vedno manj, pa nismo se mogli zmeniti, kira pot bo, pa kaj bomo delali, pa na kakšen način bomo delali. In pa so se začele porodnišnice, ki na začetku niso vedeli točno kaj, a smo jim všeč ali ne. Pa smo začeli not prihajati, so se začele zapirati, ko so ugotovili, da jim nismo všeč. In potem je v bistvu postajalo vedno bolj jasno, da bomo mogli nekaj narediti in sodelovati začeti z njimi. Ne samo, da mi rečemo, mi bomo pa zdaj hodili v porodnišnico. Mi smo tam gostje. In moraš pač vedeti, na kakšen način prideš noter in kako se pogovarjaš. In potem smo imeli nekaj nesporazumov na začetku s celotno skupino, potem smo pa se v bistvu, tako kot sem rekla, 2015 povezali tiste, ki smo približno isto razmišljali in smo potem tam naprej, pa v bistvu jaz vodim, pa niti ni nujno toliko, da združenje vodim jaz kot ta ideja, da je kam se gre, je pa nekako še vedno moja, zaradi tega, ker sem tudi jaz potem edina, ki sem ostala v bistvu v povezavi s tujimi organizacijami, se pravi, jaz sem predstavnica zelo malo po tistem, ko sem se certificirala, prvo sem jaz njih kontaktirala, da če bi lahko prostovoljno nekaj delala preko njih, potem so pa oni mene kontaktirali, če bi bila lahko predstavnica za Balkan, pa pol sem predstavnica za celo Evropo postala, to se pravi, to je za združenje Donna International, ki je najstarejše in oni so v bistvu na novo vzpostavili to vlogo dule ob porodu, ker včasih pravijo, da je dula nastala v 80-ih v Ameriki, v bistvu ne. Takrat so ponovno odkrili, kaj se je ob temu, ko se je šlo v porodnišnico, zgubilo. Pri nas v Sloveniji recimo smo imeli ves čas poleg babic tudi druge ženske, ki so podpirale in niso bile nujno vse sorodnice. In na zahodu Slovenije so jim rekli Martne, ki so bile prav v tej vlogi dule. Se pravi, da so pomagale mamici pri kuhanju po porodu, da so poskrbele za to, kaj se bo s posteljico zgodilo po porodu, da so med porodom bile bolj čustvena podpora, kot pa, da bi dejansko bile tam zato, da je zdravstveno z mamo in otrokom vse v redu, da so prinesle, za pit. Tako. Tako da se v bistvu samo vzpostavili nazaj in zdaj smo mogli tle pri nas v Sloveniji ugotoviti, kako to narediti, in to je bila nekako očitno moja pot, da sem to postavila. Potem sem pa leta 2015, ko smo vzpostavili to združenje Moja Dula, ko smo nekako obupali nad prejšnjim slovenskim združenjem, ko smo ga na začetku hoteli vzpostaviti, pa nikoli ni bilo čist res, ni imelo vloge druge, kot to, da smo se mi družili med sabo. Ni bilo pa neke vizije, kaj naj bi to združenje naredili za poklic dule pravzaprav. Takrat sem jaz potem 2015 tudi prevzela vlogo v predstavnice Slovenije v združenju v Evropski mreži dul, ki je nastala 3 leta prej, in mi smo bile že takoj na začetku, smo se povezali z njimi in smo bile članice. Samo potem je tisto osnovno združenje nekako pri nas šlo po svoje, pa sem pa jaz v bistvu tle postala predstavnica v Evropski mreži dul in tam pa tudi zdaj pa na evropskem nivoju v bistvu postavljamo profesionalizacijo, kako naj bi to izgledalo v Evropi. Zato, ker eno je, kako imajo to v Ameriki, ampak v Ameriki imajo čist drug sistem porodni. In tukaj v Evropi imamo več ali manj povsod babice, ki jih v Ameriki skoraj nikjer ni v bolnicah. Oni imajo pač sestre, ti imaš nurse midwife tam, tle imamo pa babico, pa
pa zdravnika ponavadi, ki sodelujejo. Tako da je tle v Evropi čist drugačen sistem in zaradi tega smo za Evropo mogli nekako ugotoviti, na kakšen način bo to tle delovalo. Tako da, ja, zdaj pa tam delam tudi zelo veliko in zato imamo tudi tukaj potem v Sloveniji znotraj te naše organizacije Modula zelo skozi nove informacije, se pravi in od raziskav, kaj se dogaja in to, da mi sami znotraj EDN delamo raziskave, ki pač sem celo jaz tam ni tako, da smo tam ne delamo kot se pravi znotraj Evropske mreže DUL, ne delamo kot tak v piramidnem sistemu, v tem moškem sistemu, ampak delamo v sociokraciji, se pravi, nisem jaz vodja, ampak sem ena od 3 vodij te skupine za raziskave, pa ena od teh, ki sodelujem tudi v profesionalizaciji poklica DUL-e, pa pri profesionalizaciji, ker sem ena redkih sploh usposobljenih, se pravi izobraženih trenerk v Evropi, ki mislim, da nas je samo 10. Sem tudi pri temu, da razvijamo, kako naj bi izobraževanje za DUL-e izgledalo in kako naj bi se trenerji izobraževali, postavljamo zdaj počasi. In pa zdaj le trenutno, recimo, smo pa pripravili, da bomo imeli v celi Evropi enak svetovni teden DUL. Se pravi, v prvem tednu marca se vsako leto odvija predstavitev, kaj DUL-e delamo. In letos bomo prvič imeli, to je bila spet moja pobuda in moje delo potem seveda tudi, se pravi priprava tega svetovnega tedna DUL, da bomo po celi Evropi imeli na enak način delavnice, predstavitve in tako. Zanimivo. Ja. Torej, glede na to, kdaj snemava, kmalu. Ja, čez 1 mesec. Prvi teden marca, si rekla. Ne, 3. teden. tretji Teden teden. pomladi. Ja. Prvi teden pomladi, 3. teden marca. Zdaj ne bom ravno obljubil, ampak mogoče je to ta teden, ne vem, odvisno, kdaj bo epizoda zunaj. Tako da, ne vem, kako sem točno splaniral. Ampak ja, okoli tega časa. To v čisto redu. Kdaj imaš ti sploh čas med mamice na porodih, če si še toliko aktivna po celem svetu? Pa sej, zato sem bila letos zelo zadovoljna, da me niso, mene so lani povabili, da bi postala se pravi predsednica odbora za cel svet, da bi v bistvu povezovala cel svet znotraj Dawn International in sem bila najbolj zadovoljna, da se mi to ni zgodilo. Sveš, da imaš pravico reči ne. Ja, vem, ampak takrat, ko so me poklicali, sem imela idejo, da imam čas reči ja. Potem sem pa se v bistvu spomnila, da sem še enkrat predlagala, da bi znotraj Evrope vseeno probali ta Evropski teden DUL speljati. In potem, ker to 5 let ni bilo sprejeta, ne, in pač jaz sem pač vsak let probala, ne, in lani so rekli ja, in potem bilo sem še dobro. Nič boje se hkrati zgodila, ne. Pa imam sej, dopoldne itak nimajo one časa, ker so v službah. Razumem. Ja, pač jaz dopoldne delam te prostovoljne zadeve, popoldne delam tiste stvari, ker dobim denar. Se kaj, večina porodov se te zgodi zvečer po noči, ne? Ja, tako da dopoldneve imam jaz večino. Verjetno kdaj spiš malo za nazaj. Pa ja, seveda moram tudi malo kdaj. Predvsem gledam bolj to, da grem smučati ali pa ven. No. Mislim, ne, se moram, absolutno moram tudi naspati, se moram. Ampak se mi zdi, da jaz se lažje regeneriram, ko grem ven. Polet grem plavati ali pa kam na sonce, na sprehod, pač pozimi pa smučati, če se le da. Ja.
Kateri je tvoj najljubši trenutek na porodu, ko si? V bistvu ponavadi mi je najljubši trenutek takrat, ko ženska začne zgubljati zaupanje vase. Ne zaradi tega, ker ona zgubljala zaupanje, ampak zaradi tega, ker če smo dobro delali, če smo se dobro pripravljali, se potem dve stvari rečeva ponavadi s partnerjem, pa pač pri vsaki kaj drugega treba reči, ampak če jo uspeva ujeti pravočasno, se potem tako v sekundi zgodi preklop, dobi novo energijo in zagon in pa sledi porod. Ponavadi. Ker vedno ženske tik pred porodom obupamo in zdaj, če je to res tisti tik pred porodom, je to res tako neverjetno, kako lahko iz tistega obupa in jaz ne morem več in jaz imam dosti. Se tako v trenutku spremeni vzdušje in je zdaj ste pa naredili tako, kaj jaz rečem. Pride malo egota takrat, zdravega egota, ne, pri mamici. Ja, absolutno mora, seveda se ona mora takrat zaupati vase. Ja. Se prav to. Kaj pa partnerji? Se mi zdi, da veliko je govora o mamici pri porodih, zelo malo pa je govora o partnerjih. Kaj pa je naša mogoče bistvena vloga? Kako lahko mi najbolj pomagamo, ker mogoče, če se na hitro povem, mojo izkušnjo pri drugem porodu. Jaz sem sedel na WC školki in čakal, da se zgodi, ker sta babica pa dula vse naredile, praktično. In moj prvi porod je bil super, ker sem pač bil zraven, masiral, držal roko, dajal pač homeopatijo, vse te stvari, res sem bil aktivno prisoten. Pri drugem se pa dobesedno začakal in pol sta še popucali vse, celo kopalnico popucali, stanovanje spucali, skuhali vse in šle. Jaz sem bil res tako, jaz sem nekoristen in sem se počutil, da nisem del tega. Ja. Ampak, jaz sem tudi ugotovila zelo zgodaj, da se to lahko zgodi, tako da zaradi tega jaz v bistvu se nikoli več ne postavljam v to vlogo, da jaz naredim vse. Ampak v bistvu vedno prosim očeta, da mi pravzaprav pove, kaj on rabi. Se pravi, jaz v času nosečnosti absolutno se fokusiram na to, da spoznam mamo in kako ona deluje in to, ampak hkrati se mora z očetom tudi toliko spoznati, da tudi on ve, če bom jaz nekaj rekla, da to ni zdaj nekaj, kar sem se zdaj spomnila, ampak da ponovadi je v zadnji kakšna ideja in zakaj bi to predlagala jaz. Tako da ve, zakaj v bistvu mu jaz kaj rečem. Potem pa v bistvu se jaz bolj trudim, da je očka tisti, ki si ga mama zapomne. Zaradi tega, ker jaz grem pol. Mene ni. In jaz ne rabim, na začetku, ko sem delala kot dula, mi je že bilo fajn, Špela nam je pomagala. Ne? Zdaj pa jaz ne rabim več tega ego tripa, da pač ful si nam pomagala. Ja, v redu, super. Me veseli, da sem našla način, kaj je vama pomagal, ampak jaz moram biti tam zato, da sta ona dva v redu. Tako da jaz v bistvu bolj probam, če očetu ne ustreza, absolutno naredim vse, kar hoče. Mislim, kar mama rabi, ampak zelo pogosto je pa tako, da v bistvu očka je tist, ki je pri učkah. Zaradi tega, da si mama zapomne njega tudi, da je. In da v bistvu jaz, če objamem, ne bo to nič pomagalo. Če objameš ti kot oče svojo ženo, ji da pa to njej moč in jo bo pomirila in ji da varnost. Tako da zaradi tega jaz očete kar ohranjam zelo aktivne v porodu, oziroma točno toliko aktivne, kakor se oni čutijo, da so, ostalo pač jaz naredim. Tako da smo pač, mi smo tudi enkrat že delali, tako da smo bile 2 duli, 2 babici, pa še očka, pa pol je še mama prišla, zaradi tega, ko so bili otroci. Pa nekako smo ugotovili, da smo še vedno vsi imeli dosti dela. Tako da jaz mislim, da je vedno, pri porodu je dovolj. Ženska rabi podporo od različnih ljudi različno in jo pač od različnih različno tudi dobi. Jaz mislim, da res očka je pač
center. Pač vidva sta tam zaradi tega, ker se ima sta rada in verjetno sta zato tudi tega otroka naredila, ne zato, da ima sta otroka, ampak zato, ker se ima sta rada, sta nadgradila to ljubezen. Zdaj, to je treba podpreti to, kar vidva imata, ne pa da se v to vmešavam. Zanimivo. Vseeno sklepam, vsaj tudi, kar sem slišal primere, mamice se včasih v nekaterih primerih nagibajo k temu, da bi imele dulo spremljevalko, torej, ali pa tudi naredili porod na domu, pa je partner tisti, ki nekako pritisne nazaj, da ne bi. Verjetno dosti krat iz strahu. Kaj lahko tukaj povemo partnerju, recimo? Ja, v bistvu meni je tukaj zelo dober feedback dal moj partner, zaradi tega, ker sem jaz rekla, da to delajo, zakaj pa rabili to, mislim, halo, ne, zakaj bi pa to rabila, saj sem bil jaz zraven. Ne. Pol sem nekako mu razlagati začela, ker sem začela delati, kaj jaz delam, in bil potem tako, zakaj pa midva nisva imela dule? To bi jaz rabil. Se pravi, ja, ponavadi je ta miselnost, da v bistvu to, kar si opisal, ne, da bo dula naredila vse in da v bistvu ti se počutiš, kot da ne spadaš tja zraven. Ampak jaz res ne želim na ta način delati in potem pa, ko se pogovarjam z očki, pa v bistvu tudi mi vedno potrdijo, da še celo tako tisti, ki so bili recimo v porodih brez dule, pa sem potem jaz bila po enem od njihovih porodov, pa da so imeli to izkušnjo, rečejo, da so pravzaprav več intimnosti imeli v porodnišnici. Doma je drugače, zaradi tega, ker če ti ostaneš doma, v bistvu vsi, ki pridemo zraven, itak tebi doma vstopamo in smo mi bolj previdni na nek način. V porodnišnico, ko greš, te pa kot par velikrat je tako, žensko dajo na porodno posteljo, ti pa takole, pa ne smeš se dotikati tlele CTG, pa oni ga morajo videti, se pravi, se jo tako nekako nežno dotikaš takole, odvisno, v katero porodnišnico greš, pa koliko sta se videla prej izobrazila, koliko potem ti hands-on na tem, da jo res masiraš pa to, ampak zelo velikrat ostane tako, da si bolj naprevidno, jaz še vem, da recimo mojemu so rekli, ja, do tlele greste lahko naprej, pa ne. Okay. Jaz pa v bistvu, ko pridem v porodnišnico, se jaz zelo domače počutim, oni ne, ampak jaz se zelo domače počutim. Potem sem ne, vidva morata, ne, stuširati se, pejta zdaj tja, dejta se malo objeti, zato, a vam kakšna glasba, pa še malo mogoče zaplesati. Tako, kaj je zdaj to, Ampak to, kar na začetku pomaga, da se mamica sprosti, v resnici sprosti tudi očeta, da se ponavadi bolj vklopi v resnici, in da v bistvu to, kar si ti rekel, vidva sta se verjetno tudi že za prvi porod kar dosti pripravila, da si že znal masažo in te stvari, ki so bile pač potrebne, da v bistvu se to opogumijo in to dejansko naredijo. Ja, pa mislim, je bilo na prvi porod več priprav, ker je bil prvi. Ja. Je pa res, da ko smo se pravili na drugi, kot da smo se na novo odkrivali na nek način. Ja, ker je tudi drugi ljudje, s katerimi smo govorili, druge izkušnja, druge potrebe. Zato jaz velikrat rečem tem, ko mene sprašujejo, kdaj ne pride na moje delavnice, jaz vedno rečem, mislim, prej, ko prideš, verjetno bo boljš, zaradi tega, ker jaz kakšne stvari povem diametralno nasprotne kot tiste, ki jih slišiš v porodnišnici. In če slišiš oboje hkrati, eno za drugim, en teden preden greš roditi, nimaš časa, da predelaš, kaj je tista informacija, ki je zate dobra. Jaz govorim res informacije, ki temeljijo na dokazih. Se pravi, po celem svetu raziskave kažejo, da to pa to je za žensko pri porodu dobro, zato da lažje rodi in da je večja verjetnost, da porod dobro steče. V porodnišnicah imajo pa različne rutine,
ki so jih oni navajeni, in za njih so čisto v redu in jih imajo z določenih stvari, pač zaradi določenih stvari postavljene. Ampak recimo v slovenskih porodnišnicah imajo v 3 porodnišnicah ti prinesejo hrano pa pijačo, se pravi kosilo, ko je kosilo, v času kosila mamici v porodno sobo prinesejo kosilo. V vseh ostalih, se pravi, to jih je 11, ne, se pa ne sme niti jesti, niti piti med porodom. Kaj je torej prav? Pa je v porodnišnici. To ni tisto, kar jaz rečem. Se pravi, v strokovnih organizacijah imajo različne pristope. To je pa en del, ki ga jaz nekako ne razumem. Mislim, to je tisto, znanstveno obstajajo pač enke pa nule, in zakaj pri nekje druge pa so dvojke pa trojke? Stvari, ki se jih navadaš, jih je težko delati drugače. Jaz vedno rečem, ko sem jaz dobila neko novo idejo, kaj hočem narediti v znanosti, ali pa mašino novo, s katero sem začela delati. Jaz sem rabila 1 teden študija, preden sem sploh začela razmišljati, da mogoče bom pa to dejansko probala tam narediti na tisti mašini. Potem sem se učila, kako s tisto mašino delati, in potem sem začela delati. Zdaj, če prideš ti v porodnišnico in rečeš, da je te narediti drugače, kot vi sicer delate pri meni, valjda, da nova tega naredili pri tebi. Še to oni rabijo malo mehčanja. In to mehčanje se dogaja. Težko je naučiti nekoga, ki je 40 let delal na en način, da mora zadnje 3 leta delati drugače. Verjetno ne bo. In zato je treba pač, da generacije se zamenjajo, da se bo delali drugače. Ja. Še ena naša izkušnja je bila, mi smo bili že 11 dni po predvidenem datumu poroda. Seveda, panika na vseh koncih. Ampak moja žena, pač ona res ima to, čuti, kaj je prav, dostikrat. Intuicijo ima močno. Intuicijo, ja. In je hotela iti še k enemu zdravniku, zdravnici na posvet, da ne bom zdaj o imenih. Pridemo tam in ona, ja, jaz bi počakal še 3 dni, pa bi se šel pokazati spet. Ne sprožil bi ali karkoli, pa ne čez 3 dni pa nujno sprožil. Počakal bi, vse je v redu, plod je v redu, nobenih težav, pri krvi je to v redu. Čez 3 dni dajte pač priti se pokazati še enkrat, pa lahko greste kar tam v Jesenice, verjetno bom tam takrat. Tako da, in to je ful pomirilo. To je njegov ton, pa vse te stvari. Pač, kako je bilo to mirno izrečeno. In potem je verjetno prej se začel, preden ste šli tja. Ja, tik preden. Ja. Začelo se je zaradi tega, ker smo mogli iti na oreh pohod na Rašico in se je začel porod. In ko je končal, je zasnežilo, marca, pozen marec je bil, je lih zasnežilo, tako da zadnji snežni dan v tisti zimi smo mi rodili. Ful lepa izkušnja na nek način, vsaj z moje strani. Pa to je ta sposobnost, da sem takoj po porodu dobil otroka v naročje, da so lahko bila pač koža na kožo. To je bilo nekaj, kar v porodnišnici ni bilo možno. Ja, takrat še ni bilo. Zdaj so tudi v porodnišnicah že naredili to, da tudi očki imajo že ta čas. Samo meni je še vedno pač hecno. Sej razumem, pač nekateri v tem sploh ne razmišljajo, ampak kako jaz stanem z otrokom, ko ga očka mora iti pa domov. To je meni čisto nepojmljivo, ampak je to drugačne, če je doma. Jaz sem pripravljeno, če slučajno bi se zgodilo, da bi mogli v porodnišnico biti, tako vzeli tisto sobo, kjer lahko prespim. Zraven pa še ta mlajši otrok, mislim, sta starejši sin. Tako da to sem že vse planirano. Da ne bo izpadla kakorkoli pristranska, da si pa pogledati tudi vseeno rizike takšnih pač porodov, mogoče, kjer si dopuščamo malo več svobode. Na kaj moramo biti pozorni predvsem? Da pač pravočasno reagiramo, da ne pride do nekih. Ja, definitivno pač jaz kot dula nikoli ne delam, če ni babice zraven, na porodu.
zaradi tega, ker je babica tista, ki je usposobljena, da ve, zna prepoznati in tudi reagirati pravočasno, kdaj se je treba odpraviti v porodnišnico. Jaz v bistvu zadnja leta zelo malo sploh delam porodov doma, jaz nikoli nisem velikih delala, jaz vedno sem več v porodnišnicah, zaradi tega, ker imam jaz občutek, da v porodnišnici lahko mnogo več doprinesem, zaradi tega, ker pač so razmere sicer lahko slabše kot doma, ne. Ampak zdi se mi res zelo pomembno, da treba se zavedati, ne, da pri porodu recimo lahko je krvavitev tako iznenada, ne. In to je ena od takih stvari, ki je definitivno treba vzeti, ne. In tudi če je karkoli tako, da je da ni enostavno. Jaz sem toliko različnih stvari že videla, toliko različnih porodov, da sem se naučila, da v bistvu zelo redko je, da bi lahko mama rodila sama, brez da bi vsaj nekdo jo spomnil parkrat, da mora jesti, piti, pa da mora iti na WC. Pa ne, da ona ne bi vedela, da mora iti na WC, ampak enostavno takrat, ko je to intenzivno dogaja, ne grem, ne, res moraš iti. In zdaj, če ni nekoga, ki pač redno spremljal, kaj se že samo s temi stvarmi dogaja in da se ona premika dovolj pogosto, potem se porod lahko ustavi zaradi čist neumne stvari in pač ne gre, vse v redu, če ne gre, potem itak moraš iti v porodnišnico, ampak lahko gre pa tudi kaj narobe, če ni babice zraven. Tako da jaz zaradi tega pač na začetku sem mogoče bila malo bolj tako, sej valjda, pač jaz sem bila zase prepričana, da je tako ne šlo nič narobe, tako da pač sej siguren bi. Pa več porodov, ko vidim, da stvari grejo lahko zelo hitro, zelo drugače, kot smo si zamislili. In da v bistvu ženska rab podporo ob porodu. Pa ta podpora mora res biti taka, da ve, kaj je pri porodu normalno. Ne more samo očka tako zraven stati. Pa reči, joj, super ti gre, Še celo tako je, da velikrat vidim, ko začnete očetje govoriti, super ti gre, ko pa ti veš, se nisi rodil. Tako da, v bistvu velikrat se izkaže, da ženska res rabi žensko podporo pri porodu, absolutno pa gre lahko kaj narobe, pa ne vemo kdaj, pa je brez veze tvegati. Kaj pa recimo bi bil tvoj en takšen ključni nasvet mamicam pred porodom? Kaj je bistvo mogoče, ena stvar, ki jim bo najbolj pomagala? Ja, jaz tukaj v Sloveniji opažam, da se ženske zelo pogosto nočejo pripravljati na porod, zaradi tega, ker se v porodnišnici že vejo, kaj se bo zgodilo. In absolutno oni vejo, kaj se bo zgodilo, ne? Ampak to je tako, kot da bi ti prišel v slaščičarno, pa bi si ogledal eno torto, ki ti je res dobra, jaz bi pa rekla, tale je res najboljša. Pa bi ti tisto dala, pa se ne bi sploh pogovarjala s tabo v tej, ker pač tebe, tako, ne, to bi pa jaz. Ali pa, če se pripravljaš na poroko, pač vsaka ženska, ki se pripravlja na poroko, ve, kakšno obleko. Mogoče ne veš, kakšno hočeš imeti, definitivno pa veš, kakšno ne boš imela. In s časoma, ko začneš gledati in iskati, se ti izkristalizira, to hočem. Pri porodu tudi ne vemo, mogoče, ja, se pri porodu je toliko stvari, ki gre lahko drugače, kot sem si jaz zamišljena, boljš, da nič ne vem. Ja, ampak če veš, česa ne želiš, pa to znaš povedati, potem je mnogo večja verjetnost, da boš ti zadovoljna s porodno izkušnjo. Če vsaj majčkeno veš. Jaz imam velikrat mamice, ki se pa z njimi mnogo bolj znam poistovetiti, zato ker sem jaz taka,
Jaz z njimi naredim vedno, kakšna je tvoja želja. Spravi, če ne bi bilo nič, nobenih omejitev, nobenih niti takih omejitev, ki jih imaš ti že v glavi zdaj, kako bi ti najraje pozdravila svojega otroka na svet? Kako bi si ti želela, da se tvoj otrok rodi? In skoraj vsaka mi zna povedati, joj, pa je tako, pa da bi ga jaz ujela, ok, v redu. To. Zdaj pa, kaj pa, če gre kaj narobe, kaj bomo pa naredili v tem primeru? In gremo pa in potem naredimo tako celo smreko, zadnji, kaj pa če? Se pravi, to je tisto, kar si ti želiš. Kaj pa če gre kaj drugače? In imamo cel kup takih obvozov in najboljše je to, da če imaš vse te obvoze in če jih razumeš, potem te to ne prestraši. In da tudi, če gre v tak obvoz, potem zelo pogosto v resnici pridejo točno nazaj do tazga poroda, kot so si ga na začetku želeli. Sam začel se je mogoče malo drugače, ali pa mogoče vmes malo drugače bilo, pa ni mogla skozi se okrog sprehajati. Ali pa, ne vem, in ni pasal tuš, pa je bila potem, ne vem, pa je imela tens, ali pa smo jo masirali namesto tega. Mogoče kakšna stvar, ja, seveda grejo stvari drugače, kot si ti idealizirala in zamišljala, ampak še vsem tisti glaven del pa ostane še vedno taka. In na to se da pripraviti. Kje lahko črpa informacije na spletu ali po kakšni knjigi, oziroma kaj bi bilo tisto eno gradivo, ki je dobro, da si ga preberejo? Ja, jaz ponavadi predlagam od Eine May Gaskin, se pravi Modrost rojevanja. Potem je od Marsdena Wagnerja na malo drugačen način, on je bil pač zdravnik, je Moj porodni načrt. Informacij je poln. Tudi nekaj naših mamic je napisalo knjige o tem, kako so rodile, od porodov doma do drugih izkušenj okoli poroda so. Ena cela zbirka porodnih zgodb je izšla, tako da se da pogledati. Samo treba se zavedati, da te zgodbe, ki so slabe, negativne, to ni dobro sam preslišati. Zaradi tega, ker meni velikrat rečejo, kakšno zgodbo delim, ki ni samo pozitivna, joj, strašiš mame. Ne, v bistvu govorim, kaj se v porodnišnici lahko zgodi. In če veš, da se to lahko zgodi, kje se boš pozanimala, kaj boš naredila, da se to tebi ne bo zgodilo, če tega ne želiš. A ni to bolj pomemben, kot pa to, da pač greš, pa mogoče se mi ne bo, mogoče se mi pa bo. Meni se zdi to ruska ruleta. Tako da pač ja, dajte malo se pozanimati. Literature je ogromno na spletu, je pa tako, jaz vidim velikrat, ko v teh forumih sprašujejo druge mamice, joj, pa kako je bilo pa pri tebi, kako je bilo pa pri tebi. Ljudje imamo zelo različna pričakovanja in če je nekdo in neko okolje bilo dobro za eno mamo, če imaš ti drugačna pričakovanja, če tebi jagodna torta všeč, pa je uni čokoladna, pa bo ona ful zadovoljna s čokoladno torto, boš ti v istem okolju lahko čist nezadovoljna, ker ti bodo čokoladno ponudila. Se pravi, treba je potem tudi, ena stvar je, da ugotoviš, kaj se dogaja, druga stvar je pa, da ugotoviš, katera porodnišnica oziroma katero porodno okolje, a bi rodila doma mogoče, ali je porodnišnica zate izbira, ali je mogoče porodni center, ki so tudi v tujini, zelo takoj za mejo so. A je to mogoče? Prostor, kjer. In v Italiji jih je nekaj, in v Avstriji so porodni centri. Se pač nekatere mame tudi to izberejo. Se pravi, kaj je tist, kar jaz hočem, kaj je tist, kar nočem in kje je najbolj, v katerem okolju je najbolj tako,
da bom jaz to lahko dobila. Ker 14 porod nisem še s 14 različnimi rutinami imamo, pač imamo že kar izbire neki. Pa se tudi znotraj iste so pač različne izkušnje. Tudi znotraj, seveda, tudi znotraj iste je lahko zelo različna. Če bi primerjala s tvojo trenutno potjo, a si prej, ko si delaš v laboratoriju, pa tako dalje, uživala ali ne? Da, jaz sem v laboratoriju, sem se bilo tako, da bi se z Lego kockami igrala, meni je ful dobro. Ja. Pa bi šla še kdaj nazaj? Težko. Zelo težko. Mislim, tako, kadar imam res preveč dela, včasih si mislim, kako bi bilo fajn iti malo nazaj, ampak bakterijam, ne pa... Tvoje prijateljice. Ne pa vsemu tistemu, kar je bilo še okrog. Pač... Včasih je delo dule je lahko zelo naporno, zato se tudi po 3 letih večina dul doživi burnout. Zaradi tega, ker ko jaz ženski obljubim, da bom prišla na porod, to pomeni, da 3 tedne pred njenim rokom in 2 tedna po njenem roku je čas 5 tednov, ko moram biti jaz na razpolago. Se pravi, če imam jaz eno žensko januarja, to pomeni, da jaz nimam niti božično-novoletnih praznikov frej, niti februarskih počitnic nujno. Ne. Tako da, če imam pa 3, potem pa sigurno nimam nič od tega frej. Tako da, mi smo se sicer znotraj združenja organizirali in imamo nadomeščanja in vse to je jasno, ampak vseeno, neka se ženska stava pripravlja in tudi, ko se jaz žensko pripravljam, se jaz z njimi povežem in je meni težko, če ne grem z njimi. Tako da, ampak potem, ko si pa to na čakanju leta in leta in leta in leta, pač moji najljubši trenutki so, ko jaz doma telefon pozabam in ga pač nimam in je... Me ne more pozvoniti, tudi če bi hotela. Tako da, ja, zato včasih definitivno pač pomislim, da bi bilo mogoče dobro biti tudi tam, ampak tam so pač bili drugi izzivi. Kam pa gre tvoja pot naprej? Kaj prihaja zdaj? Jaz mislim, da vedno več izobraževanja, pa počas manj nočnih dežurstev, verjetno bo počas prišlo bolj poporodno obdobje, spremstvo v poporodnem obdobju, ki ga imam sicer zelo rada, ampak porod vedno znova me nazaj potegne. Ja, ne vem, trenutno vidim tukaj, no. Še vedno so mi že obljubili, da me bodo spet povabili, da bi mogoče na svetovnem merilu mal. Tudi ta gospa Debra Pascali Bonaro, ki sem rekla, da je bila moja učiteljica. Smo bili lani na kongresu, se pravi na svetovnem kongresu ginekologov in porodničarjev skupaj in me vabi, da bi mogoče delala tudi malo bolj v eni od organizacij, kjer pa več dela na tem nivoju. Sam tukaj pa potem politika, tako da potem moram razmisliti. Koliko se je že tukaj, nekaj delaš znotraj Slovenije, ampak tukaj gre za osebne odnose, tam pa niso več potem samo osebni odnosi, to so potem že spreminjanje politik na svetovnem nivoju, tukaj pa ne vem, bom videla. Vsekakor je pot, ki je zanimiva, ne vem pa, če je moja. Mislim, lahko bi se zdaj dotaknila tudi poporodnega obdobja, ker to je tudi zgodba zase. Ja, to je še celo novo obdobje, ja. Ja, večinoma se pripravljamo na porod, ampak pol ugotovimo, da porod je en dan. Tekom nosečnosti med porodom in po porodu se pa ženska zelo spremeni in naš trenutno okolje, naša družba
ni naklonjena temu. In zaradi tega je trenutno v poporodnem obdobju veliko izzivov, ker mame, ženske ne razumejo, kaj se jim dogaja, da se slabo počutijo v tem obdobju. Ampak v bistvu je samo naša družba, taka kot je, trenutno ni naklonjena rojevanju, imeti otroke. Vsak dan se vse spreminja, recimo jaz, ki sem delala v znanosti, meni je sicer to prav prišlo zaradi tega, ker mi tako niso hoteli članke objavljati, in mi je čisto prav prišlo, da sem imela malo časa dodatnega, ampak zaradi tega, ker sem imela 3 otroke, je to pomenilo, da 3 leta nisem delala. V znanosti šteje samo 5 let člankov, koliko jih imaš. Se pravi, ne glede na to, kaj si ti naredil prej, ne glede na to, kaj boš ti naredil kasneje, kakšne projekte imaš, 5 let člankov v 5-letnem obdobju, šteje za to, da kako ti lahko za projekte kandidiraš. In jaz sem imela hude težave vedno znova, zaradi tega, ker pač jaz sem imela 3 otroke, to pomeni vsakič več kot 1 leto sem bila odsotna. Pomeni ne samo, da nimaš novih raziskav, ampak tudi pač nimaš kaj zapisati potem naslednje leto. Se pravi, v bistvu v znanosti rabiš ti 2 leti, da nadoknadiš tisto 1 leto, kot tvoji kolegi, ki nimajo otrok, pač delajo in grejo naprej. Tako da pač v znanosti je to brutalna bitka, zaradi tega meni tudi ni bilo do tega, da bi tam ostala, ker sem na eni točki sem se mogla odločiti, ali se odločam za mojo družino, ali se odločam za znanstveno kariero, in sem se pač odločila za družino. In noben ni znal razumeti, zakaj, kako lahko jaz 30,000 evrov vredno štipendijo vržem v smeti. Meni to ni bilo sploh vprašanje, če pač moja družina ni mogla z mano, jaz ne grem. In drugi pravijo, da je vredno žrtvovati. Jaz mislim, da najbolj vredni so naši otroci, to je naša prihodnost. In če mi otroke vzgajamo tako, da so varni, da se počutijo dobro, potem bomo prinesli varnost in mir v svet. Če jih pa vzgajamo tako, da so skozi prestrašeni, potem se morajo pa skozi braniti. In če se morajo braniti, se bodo branili in napadali drugega, in pa imamo vojne. Pa ni glih okolje, ki ga bi jaz hotela imeti okoli sebe. Tako da jaz sem se za moje otroke odločila za tisti prvi način, ki pa mogoče ni bil v moji znanstveni karieri najbolj naklonjen. Ok, pa te zavem še z enim vprašanjem, ker veš, ko si tako na podcastu, to je nekaj, kar ostane, kar je večno ostane. Ker v bistvu generacije za nami bodo še vedno lahko pogledali ta posnetek. In recimo, da te jutri več ne bi bilo. Kaj bi želela sporočiti svojim otrokom? Da vsak trenutek, ki ga živiš, vsako odločitev, ko jo sprejmeš odločitev, ki ti jo ni žal v naslednjem hipu. Pravi, vsak hip delaš stvari najbolj, kot jih v tistem trenutku znaš. Zaradi tega, ker potem lahko res uživaš v življenju in se ne obremenjuješ s tem, kaj pa če, kako pa če. Skratka, ko znaš pa stvari boljših, pa narediš boljša. Se pravi, to ni moj, to je od Maja Angelov sicer ta rek, ampak se jaz zelo trudim živeti po njemu, zaradi tega, ker se mi zdi, da mi je zelo prinesel en tak fokus. Pa zelo ni treba potem več. Če mene danes, to so mi že večkrat, da bi bilo ti težko umreti. Mislim, jaz absolutno bi rada še pač malo živela, ampak če danes umrem, recimo, da nekaj se zgodi, pa da vem, da bom umrla, jaz pač nimam, jaz sem zadovoljna s tem, kar sem naredila.
nimam nobenih obžalovanj. Pa tudi zadovoljna sem s tem, da si tudi vzamem dosti prostega časa, mogoče ne med tednom, kaj pač. Imam zelo veliko, ampak tudi stvari, ki jih delam rada in zato jih delam, ker jih delam rada. A ne? Se ne strinjam s tistim izrekom, da delaj stvari za službo tiste, ki so tvoj hobi, zato ker potem ne boš nikoli delal, zaradi tega, ker še vedno delaš. Tako da jaz mislim, da za hobi vseeno moraš delati nekaj takega, kar te sprosti in to ponovadi ni isto kot tisto, kar delaš. Se pravi, za hobi moraš delati nekaj, kar te ne spravlja v stres, ko pa nekaj hočeš pripraviti, pa tudi če je projekt, ki je zelo zabaven, pač ne vem, to, kar smo zdaj letos pripravljali, s tem svetovnim tednom dol je pač na koncu bilo zelo veliko stresa, čeprav je bilo zelo zabavno. In delati in zanč, ko smo nehali sestanki, smo rekli, zdaj bo pa kar konc, se lahko drug teden spet dobimo. Spravi, ne, smo uživali v tem, kar smo delali in bilo zelo zabavno, ampak vseeno na koncu, ko gre ven, je pač svi pod stresom. Takrat, ko je treba uživati, je treba tudi uživati. Tudi to je treba, no. Malo ravnovesja. Se ti zdi, da še kaj pozabila? Kakšnega pomembnega, ključnega, kakšen del tvoje zgodbe, ko bi se ti zdaj še lepo, da gledaš ven? Ne vem. Ne, po mojem, kar sva. Mogoče čez par let spet. Mogoče čez par let spet, ja. Hvala ti za čas. Hvala za vse to znanje, izkušnje. Kje te ljudje najdejo, če želijo stik s tabo? Na Facebooku imam ali kot Lupinica, ali kot Dula Špela Peternel. Na Instagramu sem kot Dula Špela. Spletno stran Dula Špela. Ali pa kot moja Dula. To so vse. Torej na veliko koncih. Ja, na veliko koncih. Hvala ti še enkrat. Hvala tebi. Hvala tudi tebi, ki nas spremljaš, ker všečkaš, komentiraš, deliš vsebino. Hvala, ker nas podpiraš. Če še ne slediš našemu kanalu na YouTube, prosimo, če to narediš. Če želiš podpreti kakorkoli podcast, imamo tudi možnost subscribe, kjer lahko doniraš neko vsoto, zato da potem shranimo te zgodbe, da dosežemo točno tisti ljudi, ki potrebujejo kanček upanja, zato da bo njihov jutrišnji dan še lepši kot današnji. Hvala ti.